Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je sreda, 8. julija 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Robert Golob snuje vsebinsko alternativo Janševi vladi. Kako uspešen bo v vlogi vodje opozicije? Nad požar v Bistriškem Vidgarju po zraku. Gostja rubrike Gremo na kafe je Miša Pušenjak. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na večer.com. Po dobrem mesecu v opoziciji je predsednik Svobode in nekdanji premier Robert Golob napovedal ustanovitev vlade v senci, ki bo začela delovati septembra po 100 dneh mandata vlade Janeza Janše. Alternativna ekipa pod vodstvom Goloba bo pripravljala vsebinske predloge na 6 ključnih področjih, od zdravstva in stanovanj do javnih financ, gospodarstva in zunanje politike. Golob zatrjuje, da namen vlade v senci ne bo zgolj kritika oblasti, temveč oblikovanje rešitev za prihodnji razvoj države. Nekdanji funkcionar in politični analitik Bogdan Biščak opozarja, da uspeha vlade v senci ni mogoče meriti, dokler ne začne delovati, poudarja pa, da sta glavno orožje opozicije politična spretnost in sposobnost, da pravočasno izpostavi napake oblasti ter javnosti ponudi prepričljivo alternativo. Po njegovi oceni mora Golob kot vodja opozicije oblikovati jasen politični okvir, znotraj katerega bo Janševo vlado predstavljal kot neuspešno, pri tem pa manj govoriti o preteklih krivicah in več o prihodnjih rešitvah. Pomembno je, da vodja opozicije ne govori prav veliko, njegovi govori morajo biti utemeljeni, imeti morajo težo. Za pravo temo je treba izbrati pravi trenutek. Golob je želel biti kot predsednik vlade podoben Drnovšku, a Drnovšek je bil v glavnem tiho, pravi Biščak. Temo Mateja Grošlja preberite na večer.com. Ko je včeraj ob 4:30 zjutraj zazvonil telefon v regijskem centru za obveščanje Maribor, je bilo jasno, da bo šlo za eno najzahtevnejših gasilskih intervencij tega poletja. Na strmem pobočju pod Ančnikovim gradiščem pri Jurišni vasi je zagorelo več kot 3 hektarje gozda. Gasilci PGD Tinje, PGD Zgornja Bistrica in PGD Kebelj so se z ognjem spopadli na izjemno zahtevnem, strmem in težko dostopnem pobočju. Pri intervenciji je sodelovalo 45 prostovoljnih gasilcev. Ker dostop po kopnem skoraj ni bil mogoč, sta gasilcem na pomoč priskočila helikopter Slovenske vojske in letalo Air Traktor. Skupaj so preprečili, da bi se ogenj razširil po suhem pohorskem gozdu. Kdo tokrat gostuje v rubriki Gremo na kafe? Inženerka agronomije, dolgoletna kmetijska svetovalka in publicistka Miša Pušenjak, ki je ena najbolj prepoznavnih strokovnjakinj za zelenjadarstvo pri nas. Razkrijemo lahko tudi, da so njeni vrtnarski nasveti, ki jih objavlja v nedeljski izdaji Večera, med najbolj branimi prispevki na spletni strani Večera. Predvsem to velja v spomladanskih in poletnih mesecih, ko Slovenke in Slovenci veliko časa namenimo pridelavi lastne zelenjave. Z njo smo se srečali v mariborskem lokalu Kalvarija, blizu Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. S kavo začne dan, a ker je pred pogovorom zjutraj že obiskala eno od kmetij, kjer so jo prosili za nasvet, si je naročila cedevito. Zaupala nam je, zakaj brezplačna umetna inteligenca ni primerna za iskanje nasvetov za vrt, kako vreme uničuje slovensko zelenjavo, s kakšnimi birokratskimi in finančnimi mlini na veter se borijo slovenski kmetje, ter kaj si želi za prihodnost mesta ob Dravi. Katero vrtnino pa imamo Slovenci najraje? Miša Pušenjak odgovarja: paradižnik. So pa bile slovenske tradicionalne vrtnine v resnici vedno zelje, fižol in solata. Danes pa kar 90%, če ne še več vrtičkarjev meri uspešnost svoje sezone po paradižniku. Zakaj? Zagotovo je za to kriva rdeča barva. Ta dokazano spodbuja apetit, pravi Miša Pušenjak. Vabljeni k branju celotnega intervjuja. To je bil Večer zjutraj, 8. julija 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih, se beremo in slišimo, da boste razumeli bolje.